know there's something down below. So I'll keep reaching it. I see. Če ste prepričani, da se v pekarni nič ne dogaja in da mladi ne znajo izkoristiti prostorov, pridite za mano. I know there's something down below. So I'll keep reaching it. I see her face beneath the snow. So I'll keep reaching it. Najprej me zanima, zakaj ta skatehala nosi nemško ime in sicer Freizeit Skatehalle. Kot Freizeit vsi poznamo, Frei pomeni prosto in tudi mariborščina izvira iz nemščine in tako tudi preko izkušenj z prijatelji, ki smo ustvarjali skatepark, smo delali skupaj v Nemčiji in smo nekako sproti z idejami prihajali, da je bilo nemško, pač zaradi pozitivnega viba. Odkot pa sploh ideja o skatehali oziroma da preuredite dvorano Kurt v skatehalo? Ideja je že dolgo, ni se uresničila nikoli, dokler nismo res videli, da po zimi skaterji zelo zaostajamo, ne moremo prav trenirati in tako smo probavali v garažni hiši, kjer so nas naganjali, je bilo toplo, zabavali smo se, švercali smo noter bokse, te grand bokse. Ja, skaterska kultura res ni nikoli zamrla, ampak mi skaterji smo vedno poslušali obljube, da skatepark bo tam in smo samo čakali in to se je zavleklo tudi. Cela moja kariera, 10-letna, ni videla še pokritega skateparka v Mariboru in sem pač se počutil dolžen, da tokrat pa jaz naredim neko spremembo in dejansko postavim neki poligon, kjer lahko zdaj v miru treniramo. Če te prav razumem, je v bistvu hala z objekti je namenjena preživljanju prostega časa, to se pravi ne izključno skejtanju. Ja, res je. Skaterji smo pač taki, da tudi probavamo druge stvari in tudi skejtanje privablja neko subkulturo, kjer se ukvarjamo z različnimi stvarmi, kot kakšnim žongliranjem, z žogo, z žogicami. V glavnem prostor se da vsekakor izkoristiti za vse tisti, ki pač nimajo prostora po zimi početi svojih dejavnosti, svojih hobijev. Pridejo kdaj tudi BMX-eri? Tudi BMX-eri so bili na obisku in so pokazali, da se da tudi z BMX-i furati. Kaj pa bladerji oziroma po slovensko rolkarji? Bladerjev pa še nismo srečali, upam, da bo se prikazali na kontestu. Je uporaba teh objektov oziroma hale brezplačna? V bistvu je brezplačna, preživljamo se pa v bistvu z prispevki, tako da vsak skater, ki misli, da lahko kaj naredi za to halo, je pač da prispeva in je dobrodošel za svojimi idejami, s financami, kakorkoli lahko kdo pomaga, vsak je dobrodošel. Upamo, da se stvar razširi, da tudi privabimo kakšne sponzorje, ki bi bili pripravljeni sodelovati, da še dodelamo halo, naredimo še par objektov osnovnih, ki jih Maribor nujno potrebuje za treniranje teh športov. Zaenkrat imamo v planu kar velik skate contest, v bistvu dvodnevni, z best trickom na Eurogapu in z best lineom čez celi skatepark. In tako hočemo promovirati v bistvu ta prostor in uporabnost tega prostora in če se bo ponudil kdo, koga bo zanimalo, bomo vsekakor sprejeli in se dogovorili. Skate contest bo potekal 25. januarja v petek in 26. januarja v soboto. Pridejo tudi DJ-ji, tako da za muziko je poskrbljeno. Rabimo pa skaterje in čim več obiskovalcev, da nam bo bolj toplo in da se bomo imeli fajn in da se vidimo spet vsi po dolgem času skupaj tukaj pod streho. Vsi skupaj vabljeni v Kurt in gledajte spletni portal dostop.si.